Čistilna akcija je potekala na različnih lokacijah po občini, ena od teh je bilo tudi območje sprehajalne poti ob Savi v Krškem. Organizatorji čistilne akcije so namreč ugotovili, da se v zadnjem času prav tam pojavlja največ odpadkov. Ob cestiščih in pa ob sprehajalnih poteh smo opazili kar nekaj različnih odpadkov. Gre za odpadke za enkratno uporabo, tukaj mislim na sušilne robčke in pa zaščitne maske in pa zamešano embalažo, predvsem folije, vrečke, potem plastenke in pa pločevinke, kot jih vidimo tudi tukaj. Gre predvsem za manjše odpadke, poudarja sogovornik in ob tem poziva občane, da odpadke odvržejo v namenske posode in ne v okolje, saj ga s tem onesnažujejo in kazijo njegov videz. Kot dodaja, so med čistilno akcijo opazili tudi nekaj neprimerno odloženih odpadkov pri ekoloških otokih. Tukaj gre predvsem za kosovne odpadke in pa za mešane gradbene odpadke. Zato naprošamo vse, da takšne odpadke pripeljejo na Center za ravnanje Spodnji Starigrad, ker jih lahko normalno odložijo brezplačno in se ne odlagajo na ekološke otoke, ker s tem kvarijo estetski videz samega otoka in pa tudi onesnažujejo okolje. Čistilne akcije, ki so jo organizirali v družbi Kostak, se je udeležilo 50 zaposlenih. V teh dneh podobne akcije sicer potekajo po različnih krajevnih skupnostih v krški občini, tode so posnetki s čistilne akcije, ki so jo ta konec tedna speljali na Senovem v organizaciji tamkajšnjega turističnega društva.